V bistvu sem bil preko medijev, se pravi preko vas, seznanjen, da je skupina svetnikov, ki zasedajo v občinskem svetu Mestne občine Krško, v torek, 21. maja ob 13. uri organizirala, v bistvu pripravila novinarsko konferenco, na kateri so podali en kup zadev, stvari, argumentov, takšnih in drugačnih, s katerimi seveda se kot župan in kot Mestna občina Krško nikakor ne morem strinjati. In v tej zvezi smo tudi na Mestni občini Krško pripravili ustrezne odgovore z argumenti, ki bomo tudi objavili na naši spletni strani in bodo tudi podani medijem. Vsekakor so določene stvari kontradiktorne, njihove navedbe pač preprosto ne držijo. Od priprave proračuna lahko rečem, da so ena izmed podžupanj vseskozi aktivno sodelovala preko kolegijev župana na teh debatah o proračunu in tudi sama priprava proračuna je taka, da so bili tudi vsi zavodi pozvani k svojimi potrebami glede pridobitve sredstev iz integralnega proračuna. Seveda to je bil en kup želja, en kup potreb, seveda vreča je ena in potem smo dejansko te potrebe razdelili po posameznih področjih. V končni fazi tudi proračun je zato, osnutek proračuna zato, da se podrobneje seznanijo tudi vsi ostali svetniki. Če se sami prav spomnite, so prvi osnutek proračuna tudi v bistvu niso potrdili, se pravi tudi samega osnutka ne. Bilo je podani tudi en kup amandmajev, katere smo tudi potem v neki meri, kar je bilo mogoče, upoštevali. Daleč od tega, da je bil proračun naravnan slabo, da je proračun ni bil naravnan investicijsko. V končni fazi smo povečali investicije za skoraj 2 milijona evrov, kar negiramo njihovo izjavo, da ni tako naravnan. V končni fazi govorimo demant na vložek finančnih sredstev na infrastrukturnem področju. Tudi tukaj govorimo o večjih sredstvih, se pravi 9 milijonov evrov namenjamo za to. Tudi ni res, da smo utihnili z govoricam o projektu zdravstvenega doma Krško. V bistvu smo prenehali aktivnosti na podlagi amandmaja stranke Gibanje Svoboda, ki je pač predlagala rebalans na tem delu oziroma podala amandma. Drugače smo pa mi v ta namen imeli pripravljenih 330 tisoč evrov za leto 2024. Amandma ta je bil sprejet na željo Gibanje Svoboda, zato je tudi potem so določene aktivnosti, kar se tiče zdravstvenega doma, se s tem prenehale. Kot alternativo, če gremo na bazen, ki tudi danes verjetno osrednja tema seje, ki sledi v nadaljevanju, je ta, da v bistvu gre za podedovani projekt. V prejšnjem mandatu je že bila izbran arhitekturna zasnova, se pravi nagrajeni izvajalec oziroma nagrajeni izdelek. V prejšnjem mandatu je bil že izbrana lokacija. V prejšnjem mandatu so se že pogovarjali o izhodiščnih oziroma okvirnih cenah, govorimo okoli 10 milijonov evrov. Skratka, mi smo samo oziroma nadaljevali zgodbo, za katero mislim, da je dobra, še vedno in trdim, da je dobra in da si Krčanke in Krčani zaslužimo ta bazen in da pač bodo danes prevladovala modro mnenje, modro odločitev in da bodo svetnice in svetniki to tudi potrdili. Poudarjam še enkrat, bazen je namenjen vsem. Bazen ni namenjen samo ožji skupini plavalcev oziroma društev, plavalnih klubov, kar se nam očita, to ni res. Bazen je namenjen širši uporabi, gre za rekreacijsko-plavalni objekt. V končni fazi danes prihajam, ali je to naključje ali ne, tudi ravnokar iz 10. urbanega foruma v Kopru, v organizaciji Zveze mestnih občin Slovenije, kjer je bil, lahko rečem, tema je bila razvoj športa in rekreacije za razvoj mest in lahko rečem, da je bil eden izmed dobrih projektov oziroma dobre prakse predstavljen tudi na sliki Krški bazen. Se pravi, ne govorimo o nekem zmazku, ne govorimo o nekih negativnih konotacij tega bazena, pa govorimo s pozitivo. V končni fazi tudi v Ljubljani gradijo bazen, dva bodo gradili,
in ni takih problemov, kot imamo v Krškem s tem objektom, ki ga delamo že v bistvu poteka, mislim, da 17. leta. Bilo je tudi tema, kar se tiče, da bi pokrili lahko tudi brezstraniški bazen, seveda bi lahko pokrili, to je vedno tako, ampak tehnično je sicer to možno, vendar ne brez velikih investicijskih vložkov. Ta objekt, moramo priznati, sebi to hotel je nagrajen kot letno kopališče, kar pomeni, da v stavbi in okoli nje ni bazenske školjke, ki bi bila temu primerna, ni vgrajene potrebne izolacije, obstoječa kotlovnica v šoli v zimskem času ne bi mogla zadostiti energijskim potrebam tega, skratka, en kup vložkov bi moral biti in smatramo, da ne bi bila to dobra odločitev. Sploh ob dejstvu sofinanciranja tega bazena, še vedno poudarjamo, govorimo o sofinanciranju iz sistema CTN ali pa iz tako imenovanega mehanizma, CTN mehanizma in noben gospodar, če se ne bi odločil v takem sofinanciranju, takega vložka, če gradi, to sem že ponovil, pa še pri svoji stanovanjski hiši, če se ne bi odločil za gradnjo tega, bi mu rekli, da ni dober gospodar. Zato smo se odločili, da bomo probali to tudi danes prepričati občinske svetnike, da gre za dober projekt, da gre za pameten projekt, da gre za tudi vzdrževalno potem finančno projekt, kateri pije vodo. Jaz verjamem, da bodo to prepoznali. Včasih je sicer težko prepričati prepričanega, pa vendar. Jaz mislim, da bo toliko argumentov danes predstavljenih, da bo temu tako. V končni fazi spomnite se izjav iz okroglih miz, ki smo imeli kandidati za župane v Kulturnem domu Krško. Noben izmed tam prisotnih 4 kandidatov ni bil proti oziroma še več. Vsi smo trdili, da bazen takoj, v enem primeru je bila vprašljiva lokacija, ampak nikakor pa ne, da bi odstopili od tega projekta bazena. Jaz še nekaj malo stvari obljubim, če kaj obljubim, to poskušam tudi realizirati in moja izjava je bila, da bazen, sočasno pa razmišljanje v večjem bazenu v nadaljevanju zgodbe in temu tudi je zasnovan ta bazen kompleks tako in pa park urbanih športov tako, da še vedno puščamo možnost odprtine oziroma prostora za kasnejše rodove, za umestitev na tem območju tudi olimpijski bazen, ki si ga tudi Krško, po mojem mišljenju, še vedno zasluži. Je tudi argument tega, da plavalna stroka ne podpira takšnega bazena. Na to so se odzvali tudi sami plavalci in so kategorično tega zanikali. Se pravi, v tej novinarski konferenci ali pa v teh špekulacij je toliko besed proti temu, da ne vem, kako vsem zadostiti s svojimi odgovori. Jaz moram priznati, da tako imenovani investicijski program oziroma projekt tega vzdrževalnega bazena je primerljiv z ostalimi bazeni oziroma narejena analiza cost benefit. Vsak objekt tudi prenaša se določene stroške, ampak prepričani smo na podlagi izračunov strokovnih mnenj, da bo ta objekt za mestno občino Krško, za njihovo naše stanje proračunska sredstva, ki razpolagamo za širitvi, o kateri vsi tako govorimo, da bomo se širili na podlagi JEK2, strošek, kateri bo vzdržen in kateri bo upravičil stanje same investicije. Morda še podatek glede stanovanj, tudi to smo dobili očitek, da se premalo vlaga v stanovanja. Vsi vemo, letos bomo pridobili 33 novih stanovanj, se pravi neposredno gradi kot občina v Žlapovcu, Rudar kot večinski lastnik, mislim, lasti občine, gradi stanovanja na Sremiški ulici na Vidmu. Tako da bomo dobili stanovanje in če to primerjamo, ko se tako radi primerjamo z ostalimi občinami, naj lahko rečem, da po podatkih iz prejšnjega leta ima mestna občina Ljubljana oziroma njeni javni stanovanjski sklad v lasti 4413 stanovanjskih enot. Mestna občina Krško in družba Rudar, se pravi, to moramo skupaj povezovati, ima v lasti 624 stanovanjskih enot. Glede na število prebivalcev imamo v mestni občini Krško v lasti 60% več stanovanj, kot ima mestna občina Ljubljana, pa je tako poveličujemo. Imamo 33% več stanovanj, kot ima mestna občina Maribor. Imamo 140% več stanovanj, kot jih ima
mestna občina Koper in celo 300% več stanovanj, kot ima mestna občina Novo mesto. Se pravi, da nimamo stanovanj in da premalo vlagamo v stanovanja, mislim, da ta argument z podatki, ki sem vam zdaj dal v mestni občini Krško, ne drži, ne pije vode, preprosto ne pije vode.